Hej, hej, kako ste? Upam, da ste super. Jaz sem Daniela in si želim pomagati ženskam, pa tudi moškim, ampak sem sama ženska in pač govorim z tega vidika, da se začnejo imeti rade, oziroma, drage moje, da se začnete imeti rade. Kaj to pomeni? To pomeni, da daste sebe na prvo mesto, da se ne prilagajate. Sploh recimo, ko pride, vzamemo primer do zveze med partnerjema. In potem ste pri partnerju vedno tiho, če pride kakšna takšna beseda z druge strani, si mislite, saj bo, ne? Saj se bo spremenil, ker me ima rad, saj ne bo več tega rekel, saj ni tako mislil. Sploh tisto na začetku, ko še tista prva zaljubljenost, pač požereš to, ne, pa si misliš, se bo boljše. Saj jaz sem tako delala, ker pa imam za sabo že kar nekaj neuspelih zvez in sem se zato tudi večkrat počutila manj vredno, da si ne zaslužim dobrega partnerja, plus tega imam 2 otroka in tudi drugi ljudje so mi večkrat rekli, da ja, čuj, ne, zdaj ti pa boš pač, veš, zdaj imaš 2 otroka, boš težko dobila enega zdaj, ki te bo res imel rad, ne pa tvoje otroke poleg, mogla boš pač malo počakati, najboljše, da počakaš še kakih 5-6 let, ali pa tako, da boš prek 40, pa boš si potem dobila enega takega starega, ko ima že tudi otroke, pa ne bo nič zahteval od tebe. Mislim, halo, ne, hvala, ampak kaj se je pol zgodilo? Meni je to vse skupaj prišlo v podzavest. In sem dejansko potem pritegnila partnerja, ki mu je bilo okej, njemu osebno ne, ampak recimo staršem pa je bilo ful to problem, da sem jaz imela otroke. Ampak če je ljubezen prava, ne starši, ne vera, ne druga kultura, ne otroci, ne nič na svetu ne more priti med vaju. Zato ker vidva spoštujeta drug drugega. In to je tisto, kar je pravo. Ti moraš spoštovati najprej sebe, zaupati v sebe, imeti rada sebe, dati sebe na prvo mesto, poslušati svoje občutke, se izraziti, se znati izraziti, ne biti tiho. Povej svoje mnenje, ampak ne tako tisto ampak se najprej umiri, sprejmi tisti občutek negotovosti, jeze, žalosti, tisti občutek, ki se ti pač pojavi. Pojdi, ne vem, za 5 minut v sobo ali pa v kopalnico, če nimaš drugje prostora. Predihaj, ugotovi, od kod to prihaja, zakaj se ti je to pojavilo in izdihni se to ven iz sebe. In potem, ko se umiriš, takrat pojdi do partnerja in mu reči, čuj, oprosti, kdaj boš imel čas, da se o nečem s tabo pogovorim. In se potem v miru pogovorita. Ampak ne iti proti njemu, ti si kriv, ti si taki, zaradi tebe se tako pa tako počutim, ne. Povej mu, glej, ko ti rečeš to, mene to boli. Izhajaj iz sebe in pač povej, kar ti leži na duši. Mirno in pa seveda tudi ti potem poslušaj njega. Plus tega vprašaj se, vse to, kar si ti želiš od partnerja, a ti to daješ njemu? Ali ti to daješ sebi? Ti si najbolj pomembna oseba v tvojem življenju. Zato moraš vse to, kar želiš prejeti od partnerja, staršev, od prijateljev, od vseh drugih oseb, dati najprej sama sebi. Najprej moraš imeti sama sebe rada, da boš lahko to ljubezen dala tudi drugim in jo boš potem tudi dobila nazaj. In nič drugače ne gre. Zato se nehaj prilagajati, nehaj biti vedno tista, ki bo vse naredila, vsem rekla, ja, vse bom naredila, samo zato, da bi dobila potem neko potrditev, da si vredna, da si sposobna, da dobiš neko pohvalo. Glej, pohvali sama sebe. Vse, kar ti uspe, pa v enem dnevu pismo, nekaj ti je uspelo, ali si, glej, čez cel dan imamo otroke in to je že ogromno delo, marsikateri moški ne zdrži sam doma z otroci cel dan.
ali pa kaj šele cel teden. Zato se pohvali, da ti je uspelo. Pa tudi, če si iztirila, pa kaj to je človeško, sprejmi to in pojdi dalje. Pohvali se, da si skuhala kosilo. Pa tudi, če ti ni najbolj uspelo, veš, da si se trudila, da si naredila najboljše, kot si znala tisti dan, pa kot si mogla. Sprejmi sebe. Sprejmi sebe tako, kot si. Pa kaj, če imaš kako kilo več, ali pa ne vem, bodi zadovoljna sama s sabo in bodi ponosna na sebe. Plus tega poslušaj svoje občutke, zato ker tvoji občutki ti povejo, če delaš to, kar te res veseli ali ne. Če greš v pravi smeri. Ko si srečna, to pomeni, da je to to. Ko pa si nesrečna, pa pomeni, glej, ne, to ni to, jaz hočem nekaj boljšega in nič ni narobe s tem. Nič ni narobe s tem, da hočeš nekaj boljšega. Nismo tu na tem svetu zato, da bomo trpele, ampak zato, da bomo uživale, da bomo lahko dale sebe, da bomo lahko predale svoje znanje pač na tistem področju, na katerem je vsaka posameznica najbolj močna in vsaka ima svojo zgodbo. Čisto vsaka. Zato prosim, imej se rada, pojdi pred ogledalo, poglej se, res poglej se v oči in si povej, da se imaš rada. Vem, to je ful težko, meni je bilo to nekaj najtežjega na začetku, ampak ko vadiš, pol gre, vaja dela mojstra. Delo na sebi je delo za celo življenje, ampak je najlepše delo, kak god od bilo katero delo lahko zbereš, je to delo najlepše. Zato, ker delaš za sebe. In če boš ti srečna, bojo srečni tvoji otroci, bo srečni tvoj partner, vsi boste srečni. Saj veš, vse je odvisno v celi družini, vse je odvisno od mame. Kako se mama počuti, tako se počuti cela družina. In to je čisto res. Zato res izberi sebe, poskrbi najprej zase, da boš lahko skrbela za druge. In to je to, kar sem ti danes želela sporočiti. Če te karkoli zanima, mi postavi vprašanje ali ga napišeš komentar, ali mi na Facebooku ali pa Instagramu napišeš v zasebno sporočilo. Bom vesela vsakega vprašanja ali pa predloga za kak video ali bilo kaj. V glavnem, za danes pa to. Lepo se imej in imej se rada. In poskrbi najprej zase. Čau!